Dragi otroci, zopet pozdravljeni. V nadaljevanju pogovora o pomladi si bomo pogledali še enkrat, katere pomladne cvetlice lahko srečamo. Rastline bomo natančno opazovali in se pogovorili o tem, kaj potrebujejo za rast. Če se dobro spomniš, smo v prejšnjem videoposnetku govorili o tem, da pomlad lahko opazujemo tudi skozi drevesa, grme in rožne cvetlice. Nekatere cvetlice torej je ustvarila sama mati narava, nekatere pa je potem s pomočjo, nekatere pa je oblikoval tudi človek. Rekli smo torej, da drevesa brstijo, torej iz popkov se razvijajo listi in cvetovi in torej zrastejo prve pomladanske rastline. V delovnem zvezku na strani 63 imamo narisani dve spomladanski cvetlici, ki jo zagotovo poznaš. Ena, tale prva, je mali zvonček, ta druga, desna rastlina, pa je, kako se ji reče, trobentica. Res je. Natančno jo opazuj nekaj časa, lahko posnetek tudi ustaviš, natančno jo opazuj in vse njene dele, ki jih ima, tako tule zgoraj, v sredini, kot tule spodaj, opazuj obe rastlini zelo natančno. Praviloma namreč ima vsaka rastlina 4 dele. Ja? Ima cvet, ki je ponavadi pri rastlinah najbolj zanimiv, najbolj pisan, ima liste, s pomočjo katerih se ji proizvaja hrano, steblo, preko katerega črpa vodo s hranilnimi snovmi iz zemlje, in pa podzemne dele, ki so lahko različni, ne? Torej podzemne dele, s katerimi je rastlina pritrjena v zemljo, torej da je stabilna, da je veter ne more kar tako odpihniti in tako dalje. Če torej pogledamo cvet zvončka in cvetove trobentice, vidimo, da je razlika v kje. Koliko cvetov ima trobentica in koliko cvetov ima zvonček. Potem opazuj, kakšni so listi zvončka in kakšni so listi trobentice. Opazuj, kako dolgo je steblo zvončka in koliko stebel ima zvonček. Bodi pozoren tudi, koliko stebel in kakšna so stebla trobentice. Podzemni del rastline pri zvončku je čebulica, pri trobentici pa korenika. Tvoja naloga sedaj je, da povežeš dele rastlin z ustrezno besedo. Ja? Tule zgoraj ti najprej piše cvet, ja? Poveži proti zvončku in proti trobentici, kje imata zvonček in trobentica cvet. Sedaj poveži liste, steblo, takole steblo, in spodaj podzemni del rastline. Na naslednji strani, tako, tule imaš še sliko teloha, ki ga v prejšnji uri nismo omenili. Tole sliko si dobro zapomni, ker jo boš potreboval pri spodnji nalogi na strani 62, kjer imaš 3 različne pomladne cvetlice. To je veliki zvonček ali kronica rečemo, žafran in teloh. Tvoja naloga je, da zopet poimenuješ posamezne dele rastlin, dobro jih tudi opazuj med sabo in cvetlice tudi ustrezno pobarvaj. Malo pobrskaš lahko nazaj po posnetku ali pa po
po PowerPoint prezentaciji, da se boš lažje spomnil, kakšne barve so te rastline. Ja? Ok. Učiteljica Mihaela vam je v prejšnjem tednu že dala domačo nalogo, da posejete ali pa posadite neko rastlino. Ja? Zdaj, takole v zemljo ste vi lahko dali semena. Vidimo, ne, da različne rastline imajo različna semena, različnih oblik, različnih velikosti, različnih barv. In semena vedno pravimo, da sejemo. Torej, semena sejemo. V teh trdih ovojčkih, ja, so varno spravljene nove rastline, ki ne bodo vzklile, ki ne bodo zrastle, dokler to seme ne začuti, da ima okrog sebe prave pogoje za rast. Kateri so ti pogoji, bomo pogledali malce kasneje, prav? Lahko ste pa posadili prejšnji teden tudi sadike. Zdaj, sadike vzgojimo ljudje sami ali pa jih recimo kupimo v vrtnariji, kjer jih vzgoji vrtnar, in da lahko dobimo sadike, moramo seveda posejati semena. Ampak ker semena in na to sadike vzgajamo ponavadi nekje na toplem, nam zrastejo hitreje, ker je pač bolj toplo kot zunaj na vrtu. In kot vidite, ne, imajo tule rastlinice že razvite koreninice. Ja, in če mi zdaj te sadike posadimo na vrt, nam bodo rastline hitro zrastle. Torej, vi ste v prejšnjem tednu po navodilu učiteljice že nekaj posadili, nekaj posejali in že ste poslali slike, da vam je nekaterim že vzklila rastlinica. Zdaj, če dobro pogledamo, kaj ste pa potrebovali dati rastlini, tukaj vidim ena napaka, se opravičujem. Torej, kaj ste rabili tej rastlini dati, da je rasla? Ne? Zdaj, če se malce spomnite, smo delali že en poskus s fižolom, takrat za tekmovanje kresnička, in fižol smo posadili v zemljo, če se spomnite, in ga dali v škatlo. Ja, fižol smo tudi zalili. Ja. Dali smo ga v škatlo in škatlo dobro zaprli in glejte, kaj se je zgodilo takrat fižolu. Ja. Kam je našel pot? Proti svetlobi. Tako je, ja. In mi, torej, če želimo, ne, da zraste iz teh semen, ko mi nekaj posejemo, ali pa iz sadik, ki jih posadimo, če želimo, da nekaj zraste, potem moramo tej rastlini nuditi svetlobo in posledično toploto. Rastline oziroma semena sadike moramo zalivati, da jim damo vodo, in dati jim moramo seveda ustrezen prostor. Brez prostora, kjer bo rastlina rasla, ne bo uspešno rasla. Seveda pa vse skupaj pomaga, če delaš stvari z ljubeznijo. Malce sem tule pohitela, ja, ker čas kar pridno teče. Zdaj v zvezek Sonček te bom prosila, da narediš kratek povzetek našega današnjega pogovora. Torej, da rastline lahko sejemo, če sejemo semena, da lahko sadimo sadike, na tak način vzgajamo rastline. In če želimo, da bodo rastline uspešno rasle, jim moramo dati svetlobo in toploto, vodo in ustrezen življenjski prostor. Prosim, da tale list prepišeš, da tole prepišeš v zvezek Sonček. V delovnem zvezku pa imamo na strani, mislim, da v delovnem zvezku pa imaš na teh dveh straneh neko nalogo, ki pa je tokrat ne bomo opravili, ja, ker smo jo opravili na malce drugačen način. Lepo te pozdravljam!